Veste kaj, včasih se najbolj drzne ideje rodijo iz enega samega preprostega stavka. No, danes si bomo pogledali natanko takšno vizijo, en radikalen načrt za kampus prihodnosti, ki združuje tehnologijo, zabavo in znanost na način, ki si ga je danes težko sploh predstavljati. Pripravite se, ker je ta ideja, resnično iz drugega sveta. In tukaj je ta stavek. Ne govorimo o nekih majhnih izboljšavah, govorimo o pravem preskoku v znanstveno fantastiko. In ta ena sama misel je v bistvu temelj za čisto vse, kar sledi, in obljublja nekaj, kar daleč presega meje tega, kar poznamo danes. Vsaka velika vizija rabi trdne temelje, kajne? Zato začnimo lepo po vrsti, na Zemlji. Poglejmo si, kako bi ta fizični kampus sploh izgledal. Kraj, kjer se srečata res vrhunska arhitektura in zabava. In poglejte tole, imamo nekakšno dvojno estetiko. Podnevi si predstavljate tisti svetov, optimističen retrofuturizem iz Disneyjevega Tomorrowlanda. Ampak potem pade noč in vse skupaj se prelevi v to neonsko pokrajino, ki je praktično vzeta iz filma Tron. Dva popolnoma različna svetova v enem samem kampusu. Noro. Ampak pozor, ne gre samo za videz, niti približno. Celoten kraj je zasnovan po vzoru Wakande, kar pomeni, da to ni le mesto, ampak delujoč tehnološko napreden ekosistem. Tehnologija tukaj ni samo neko orodje, ampak je resnično vtkano vsak del življenja in vse izboljšuje. In kaj je v samem jedru, v srcu vsega tega? Seveda. Strast do videoiger. Predstavljajte si nekaj takega, kot je univerzala v Nintendo World. Ampak to interaktivnost razširite čez celoten, ampak res celoten kampus. To ni več samo tematski park, kamor greš na obisk za en dan. To postane svet, v katerem dejansko živiš. Dobro, ampak kako se tak svet sploh zgradi? Od kje pride? Ja, potrebuje motor. In ta motor je stečišče inovacij, raziskav in pa seveda neomejenega ustvarjanja. Gremo pogledat, kaj točno ga poganja. No, in ambicije so res osupljive. Samo pomislite. Raziskovalna moč, kot jo ima MIT Tech Lab, potem pa temu dodate še ustvarjalno magijo Disneyjevih inženirjev, tistih iz Imagineeringa, in za piko na i še pripovedovalsko genialnost Pixarja. Vse to na enem samem mestu. To je tisto jedro, kjer se prihodnost ne samo predvideva, ampak se jo aktivno ustvarja. Seveda je potem tudi gradnja popolnoma drugačna. Vse se začne v virtualni resničnosti, v VR-u. Potem ti koncepti oživijo v obliki hologramov, preden jih ogromni 3D tiskalniki spremenijo v resničnost. To pomeni, da lahko arhitekturo spreminjamo in prilagajamo praktično v realnem času. Neverjetno. In končni rezultat vsega tega, dobimo mesto, ki deluje kot en sam inteligenten organizem. Vse je povezano z vsem. In kot pika na i, kot krona vsega, observatorij. Ta pa ne gleda samo v prihodnost, ampak dobesedno v zvezde. In to seveda ni nobeno naključje. Te zvezde namreč niso tam samo za gledanje. Ne. Zdaj se ta celotna vizija razširi daleč preko meja našega planeta. Pripravimo se na naslednji korak, ker gremo dobesedno med zvezde. Vse, kar smo videli do zdaj, je že samo po sebi noro, ne? Ampak, ali se vizija res konča tukaj, na Zemlji? No, odgovor vas bo mogoče presenetil, ker se zdi, da se ta načrt tukaj šele zares začne. Spoznajte palačo v nebesih. In ne, to ni neka majhna raziskovalna postojanka ali kaj podobnega. Govorimo o ogromni, ampak res ogromni orbitalni vesoljski postaji, ki deluje kot drugi dom. In kar je ključno, neposredno je povezana s kampusom dol, na Zemlji. Odkje ideja? Ja, naravnost iz znanstvene fantastike seveda, iz koncepta poznanega kot Elysium Ring. To je zamisel o masivnem, samozadostnem svetu orbiti. Predstavljate si zelene parke, cele soseske, vse udobje, ki ga poznamo z Zemlje, ampak z razgledom na zvezde. Wow. In življenje tam zgoraj ne bi pomenilo nobenih kompromisov. Niti slučajno. Načrt predvideva prostrane sosedske, dostop do absolutno vrhunske tehnologije in celo lastno floto vesoljskih ladij za raziskovanje. To ni samo preživetje v vesolju, to je življenje. Življenje v polnem pomenu besede. Dobro, kaj pa dobimo na koncu, ko vse te neverjetne elemente zložimo skupaj? Ne dobimo samo nekega kampusa, pa tudi ne samo mesta. Dobimo nekaj veliko, veliko večjega. Dobimo celosten načrt za prihodnost. Celotna vizija v bistvu stoji na 3 stebrih, ki so med sabo tesno povezani.
Prvi je kampus na Zemlji. Ta da kulturo, navdih. Drugi je inovacijski motor, ki poganja ves tehnološki napredek. In tretji, orbitalno bivališče, ki odpira popolnoma novo mejo za raziskovanje. In ključno je to, da noben od teh delov ne more obstajati sam zase. In tako na koncu ne ostanemo samo z načrtom, ampak z enim velikim vprašanjem. Ker to ni več samo vizija o tem, kje bi lahko živeli, ampak o tem, kdo bi lahko postali. Če bi res imeli tehnologijo, da zgradimo tak svet, kaj bi to povedalo o nas kot o družbi? In mogoče še pomembneje, ali bi bili pripravljeni na vse posledice?